Luka, eno inventuro s strokovnim vodjem smo že naredili, mogoče pa še tvoj pogled kot vrhovnega vodja, če lahko tako rečem, Mladinskega nogometnega centra, pogled na lestvico, U17 drugi, U15 sedmi. Kako ti vidiš ta rezultata? Po zaključenem jesenskem delu lahko rečem, da smo lahko kar zadovoljni. Na skupni lestvici smo, mislim, da tretji, kot ste že sam rekel, drugi kadeti. Tukaj mislim, da smo zasluženo drugi. Mogoče sem mislil na začetku, da bi se lahko mogoče borili tudi za prvega, ampak imamo Maribor zelo močno ekipo. Imamo tudi mi, ampak imamo veliko vhodnih kadetov. Skoraj vsako tekmo mislim, da jih 7-8 začenja. Tako da tudi to, da smo drugi trenutno pri kadetih, lahko rečem, da je v redu rezultat. Kar se tiče U15, ki smo mogoče pred sezono že vedeli, da nimamo mogoče najboljše selekcije, ampak kar se tiče fantov, nimam kaj zameriti. Vsako tekmo se borijo, kažejo tudi za naprej, da se lahko na njih računa. Tako da gremo dalje v spomladanski del, mogoče pride še kakšen nov fant, bomo videli, sploh pri U15. Ampak ja, no, zdaj so se komi zaključilo prvenstvo, tako da časa še dosti do 15. februarja, dokler imamo čas, če bomo mogoče še koga pripravili. To je pa to, no, končna ocena je, lahko bilo bolj, smo pa zadovoljni. Ja, zdaj seveda Domžale so znane po tem, da seveda pridno ustvarjajo igralce. Če pogledamo samo v bližnjo preteklost, ravno kar sem včeraj videl, da je Ilenič priletel čez lužo na zaslužen dopust. Včeraj se je že igral s svojim kužkom, pa je bil to en, lahko rečemo, vrhunski prestop. Če omenim seveda Šeška, ki je vsem najbolj poznan, verjetno prestopov za Domžale. Imamo v teh ekipah tudi kakšen tak dragulj potencial? Ja, zdaj težko je to primerjati Šeškotom, Ileničem, Topalovićem. Lahko, sigurno imamo fante, ki imajo potencial, ki so dragulji. In jaz verjamem, da bomo že naslednje let, dveh slišali tudi za kakšnega od teh prestopov. Sploh v kadetski ekipi imamo, mislim, da 6-7 reprezentantov. Nekateri igrajo kljub svojim letom tudi za reprezentance, ki so eno let starejši. Tako da, ja, sigurno boste slišali. Mogoče kakšnega že zdajle januarja kmalu, ampak zaenkrat bomo ostali še, ne bomo še nič komentirali, pa boste videli sami januarja. Mogoče se že zdaj v kratkem kaj uresniči. A je to kaj povezano z novoletnimi željami, z pisanjem božičku? Pa ne bi rekel, mi vsakemu fantu, ki pride do nas, vsak si želi nekaj narediti s kariero, mu pomagamo na najboljši možen način. Seveda so želje, da fantje pač grejo, tisti, ki se želijo, imamo fanti tudi, ki bi radi bili do 18. 19. pa potem naredili preskok. Tako da zdaj, da si mi prav želimo, da bi oni šli, ne. Tisti, ki si pa pač sam želi, ki za to dela, ker se pokaže mogoče lepa prilika, tudi ni tudi vsak prestop v redu prestop. Imate tudi, države, klube, ki mogoče ni najbolj prestopati. Tako da ja, pol se na koncu igralci, starši, agenti, če ga imajo, sami odločijo, kam bi šli. Tako da ja, moja želja pa za vsakega, kljub temu, da smo decembra, kadarkoli, da pač, če si fanti želijo prestopa, da ga naredijo, mi smo tukaj, da jim pomagamo. Koliko je pa težko, mogoče tudi v tvoji vlogi, se ukvarjati z glavami teh fantov? Ja, zadeva je taka, da dosti, vsaj kar se mene tiče, zdaj sem tukaj že kar nekaj let, malo bo 9-10 let, tako da kar se tiče glav, je tukaj predvsem družina. Če so doma zadeve poštimane, je zadeva lažja. Je res, da potem fantje hitro, ko jim poveš, prišel te bo gledati ta skavt, skavt, ko se zna hitro, da gre glava malo po svoje, se pa pač probamo z njimi pogovarjati, da tudi če naredijo nek prestop, pa 16-17 niso še nič naredili. Pač pred njimi pol še vedno morajo v bistvu delati še več. Ker nekam, ko priješ v tujino, mogoče si tukaj najboljši, ko boš prišel v tujino, jih bo še 10 takih. Tako da to jim probamo že vnaprej povedati. Kar se tiče akademije, jim probamo, da bom rekel, težiti, da se pospravlja za sabo. Vsakmu pravim, pa če boš šel v tujino, če ti to želja, nekje boš mogel sam živeti, ne moreš imeti pač po domače kosinjaku v sobi. Tako da, kar se tiče, jih probam bolj vzgojiti glede teh nekih zadev, da se obnašajo že mogoče zdaj kot eni na pol profesionalci, tako bom rekel.
No, Luka Topalović je zadnji, ki je tako odšel, tudi sledimo rezultatom, zelo uspešno igranje v Italiji. Se kaj javi, kaj pokliče? Ja, mislim, da sva na vezi, piševa si, ne zdaj vsak dan, mu pa sigurno jaz spremljam, mu napišem, kada kakšen gol. V Ligi prvakov sploh blesti mladi. Tako da ja, zadnjič sva se tudi slišala po telefonu, 14 dni nazaj. Tako da ja, rekel, da je vse super. Predvsem je pojamilo to, da ima 4 ure na dan ima italijanščino, ampak je rekel, da že kar obvlada, tako da mislim, da je vse v redu, da se je dobro prilagodil. Tudi on je zadovoljen, začetno sem tudi govoril, tudi zelo zadovoljen. Tako da super, jaz sem zelo vesel, ko slišim pol od teh fantov, ki grejo, da so zadovoljni, kamor so šli in da je pač bil to ta prava poteza in to. Tako da ja, Topalović je super. Tako da ga tudi upam, da gledaš, Luka, te pozdravljam. In čisto za konec, si kaj pisal Božičko, imaš kakšne želje? Pa zdaj imam veliko želja, no. Ne vem, če je lahko Božiček toliko izpolne, ampak kar se tega tiče pa ne, nič posebnega, no. Imam pa pač seveda željo, da bo drug del sezone boljši, mogoče ne toliko München, ampak vemo kje, pač v članskem moštvu. Vsem smo mi Domžale, vse nismo ločeni, vsem smo mi skupaj, tako da en klub, tako da ja, evo, če je bila kakšna želja, je to, da boljšo formo članov v pomladanskem delu. Evo. Luka, hvala lepa in lepe praznike. Hvala, tudi vam.